prvo vprašanje za Mateja. Kot pisatelj spremne besede, kako ste vi doživljali knjigo? Morda kateri del se vas je najbolj dotaknil in kateri stavek ali morda misel bi podali podjetniku za na pot? Ja, mene je najprej knjiga mogoče ne presenetila, ampak prav posebej nagovorila svojo prijaznostjo, s nekim prijaznim pristopom do bralca, podjetnika, kjer se vidi, da dr. Kremžar gleda na podjetnika v vseh njegovih človeških dimenzijah. Tako da to mi je bilo najprej všeč, ker običajno knjige o poslovni etiki ali pa tako naprej so dosti suho, strokovno napisane. Tukaj pa dejansko je očitno, da je avtor imel pred očmi slovenskega podjetnika z vsemi njegovimi notranjimi boji, težavami in je nekako njegovo delovanje upel na, jaz bi temu rekel, kar krščansko moralo. Ena stvar, ki me je takoj presenetila, pa bo verjetno vsakega, je, da omeni ali pa da izpostavi svetega Petra kot podjetnika. Ne v tem smislu, ko ga imamo vsi, Petra in Pavla, za tvorca največjega podjetja, to se pravi evangelizacije takrat znanega sveta, ampak čisto podjetnika Ribiča, ker in tudi navede tam, da je evangelist Janez poroča, da sta se potem vrnila po vstajenju, da so se vrnili k svojem delu, to pomeni, bili so ribiči, imeli so kapital, očitno so tiste barke, mreže bile v funkciji ta čas, ko so z Jezusom okrog hodili, in ribič je en tak, ni kmet in ni pa še prav pravi, kako bi rekel, trgovec, podjetnik, je res ena taka prispodoba, in sem potem večkrat se še ustavljal na različne te kraje, kjer potem kraje, kjer Sveto pismo govori o trgovini, o biznisu, in mogoče premalkrat gledamo na to res dolgo tradicijo, da si ljudje s podjetniškim delovanjem služijo kruh. Kot taka misel, ki me je najbolj nekako nagovorila, je pa to, da je samozavest sad moralne srčnosti. To avtor opisuje okrog, naprimer, pomanjkanje poguma Ponca Pilata, daje kot primer, in pogum je ena taka stvar, ki rečemo vsakemu podjetniku pritiče, ampak lahko gre večkrat čez rob, in ravno ta moralna srčnost je tisto sidro, ki preprečuje, da bi pogum bil lahkomiseln, oziroma da bi namesto bili pogumni zdrknjeni v lahkomiselnost. Ko se ravno pogovarjamo o krepostih, kar res knjiga slikovito vsem nam predstavi, zdaj, kako vi, Matej, kot sam živite te kreposti v podjetništvu? Sami prihajate iz prakse, kot avtor več kot nazorno piše, ja, podjetništvo je polno vzponov in padcev, je to res dinamična aktivnost. Tako da iz tega vidika, kot iz prakse, kje vi sami vidite morda res največji izziv, kako živeti recimo to srčnost in pogum? Mogoče bi, jaz sem šele po daljšem branju, šele po drugem branju knjige nekako ugotovil, da so kreposti, predvsem kardinalne kreposti, to se pravi, da jih bom na pamet spet, razumnost, srčnost, pogum, pravičnost, zmernost pa pravičnost, da so rdeča nit te knjige. Mislim tudi, da avtor jih ni knjige zasnoval okrog teh kardinalnih krepostih, ampak nekako to potem ven pade, če tako rečem, in sem potem jaz to nekako mogoče malo bolj eksplicitno v spremni besedi izpostavil.
Jaz mislim, da je največji izziv osebno pri negovanju kreposti tudi to, nekako moja misel je, da pri krepost je drugače kot talent. Ne? To tudi na koncu spremne besede, talente imaš ali jih nimaš, lahko jih razvijaš, ampak ni medtem, ko krepost si pa lahko prozgojiš ali pa lahko stalno na njo delaš in je veliko bolj odvisna od tebe samega, kot pa razvoj talenta, kjer pač samo znotraj nekih predispozicij lahko oseba razvija. Jaz mislim, da je ali pa zame je glavni izziv, ker pogosto krepost lahko napačno interpretiramo. Ne. Obotavljivost lahko prodamo za razumnost, ne. Lahkomiselnost lahko prodamo za pogum, ne. Skopuštvo kot zmernost, farizejstvo za pravičnost. Tukaj je zmeraj ali pa nevoščljivost tudi za pravičnost. Jaz mislim, da je v temu, tukaj se nek stalni boj poteka tako na nivoju osebe, kot tudi na nivoju posamezne skupine delovne, naprimer v podjetju. Tako da, naprimer, jaz trenutno vodim eno ekipo na Hrvaškem, ki ima nekaj čez 20 zaposlenih. Imel sem ta privilegij, da sem praktično pri zaposlitvi vseh 20 sodeloval, tako da sem zmeraj lahko sam kriv, če delajo dobro ali ne. In nekako to je tako kot s krepostmi, je tako kot s timskimi vlogami. Ne? Pri nekomu so neke kreposti bolj izražene, pri nekomu manj. Lahko se spodbuja, da ljudje nekako bolj negujejo svoje konkurenčne prednosti, čeprav z odraslimi ljudmi je potem zmeraj manj možnosti. Ne. Jaz mislim, da vodja ali pa voditelj, podjetnik ima glavno nalogo je, da tam, kjer pri sodelavcih je umanjkanje nekih kreposti ali pa nekih vrlin, ne, da tam preprečuje škodo, da tam sanira. To je naloga in potem tim harmonično deluje in je tudi produktiven. Zelo, kako bi rekel, da bi zelo vzgojno deloval, je pa potem v podjetju prepozno. Zdaj omenili ste, delate na Hrvaškem, tudi v Turčiji, skratka imate opravka s tujimi trgi. Lahko poveste, opažate, kako je drugje, ne? Morda tudi izven Evrope, ali se v podjetniškem svetu gojijo enake kreposti, te vrline, morda kakšno odstopanja, a bi lahko rekli, da obstajajo recimo univerzalne podjetniške kreposti? Jaz bi morda, te 4 kardinalne kreposti so gotovo univerzalne povsod in jaz bi še 2 dodal, ki sta tudi univerzalni, sta delno tudi zajeti. Eno je delavnost, o tej vrlini mogoče dr. Kemžar manj govori, ker je nekako samo po sebi umevna. In druga pa je povezana z vsemi 4 kreposti, to je pa empatija, čut za sočloveka. Se pravi, to bi jaz dodal še kot 2 dodatni vrlini, ki sta nujno potrebni in ki sta prisotni pri vsakmu uspešnemu podjetniku. In dejansko tudi res so pa različne vrline različno močno izražene v različnih kulturah. To vem tudi, ker sem prej v Srbiji delal, naprimer v bolj zahodni kulturi pravičnost je pomembna, ampak ni bolj pomembna kot naprimer delavnost. Ne, ni medtem, ko v Srbiji, še bolj pa v Turčiji, ne, je pravičnost, ta občutek za pravičnost je bolj pomemben kot naprimer ali delavnost ali pa pogum in tako naprej. In tukaj tudi potem ponos prihaja. Ne? V bistvu nekoga prizadeti ponos delavca, sodelavca, partnerja je nepravično, ne? In je huje skoraj kot goljufija. Ne? Tako da bi rekel, so razlike, medtem ko če primerjamo po Slovenijo,
pa Hrvaško, in prednosti in slabosti so zelo podobne. Če bi jaz rekel, katera vrlina pri nas v bistvu, katera vrlina se najbolj sprevrača, je ravno pravičnost. Pogosto se ali nevoščljivost ali pride na dan. Bom dal zdaj samo en tak zadnji primer, ko se je hotel izdatno povečati obdavčitev kapitala, so potem nekateri podjetniki skočili v zrak, da pač bo to škodilo. Nekateri so si tudi preventivno izplačali vse bilančne dobičke, In zdaj po forumih pa po Twitterju že so naprimer zajedljivi komentarji, a je Akrapovič že preselil podjetje iz Slovenije, zakaj ga še ni preselil. Tukaj se vidi ena taka škodoželjnost, ki je v teh krajih bila zasejana na osnovi nekega podjetništva, sovražnega delovanja celega državnega aparata. Jaz v uvodni besedi omenjam tudi eno knjižico dr. Ljuba Sirca izpred 23 let, Iščemo podjetnike, kjer je rekel, da v bistvu več stvari navaja, kaj je pomembno za uspešno podjetništvo, ampak ena stvar, ki je tudi omenja, je tudi to, da se prizna negativen odnos do podjetništva v prejšnjem režimu in da se ga aktivno obžaluje. Brez tega ne bo enega preloma in ravno v teh kar nerazumnih napadih na nekatere podjetnike, ki pač želijo vse najboljše svojim podjetjem, se vidi, da je ta ostanek te podjetništva sovražne miselnosti še zmeraj v družbi močno prisoten in žal smo tukaj, kar se tega tiče, niso Hrvati nič na boljšem glede v primerjavi s Slovenijo. Ker imamo ravno z istočnico to družbeno vzgojo. Janez, za vas vprašanje. Dr. Kremžar v knjigi pravi, da podjetnik svojo prisotnostjo in zgledom neprestano vzgaja. Se strinjate s to mislijo? In ali sebe kot podjetnika doživljate v vlogi vzgojitelja? Ja, v osnovi seveda se strinjam, ker pa morda bi še dodal, da ta vloga vzgojitelja pravzaprav ni omejena samo na podjetnika, ampak vsi smo del neke družbe, nekega okolja, bodisi, je to neka župnija, lahko je neko podjetje, karkoli, in vsak član oziroma vsak član neke skupine s svojim delovanjem v tej skupini hote ali ne hote vpliva na celotno skupino. Pri podjetniku je to še bolj izraženo, zato ker s svojim odnosom pa svojim, ravnanji tudi daje nebesedno sporočilo vsem ostalim, kako naj se ravna v določenih situacijah. Tako da v tem smislu da vzgaja. Se pa tudi s kolegom strinjam, da je prepozno, da bi ljudi spreminjal, ker če je nekdo moralno okvarjen ali pa kot tak pride v kolektiv, kar se neminovno zgodi, ga prevzgaja, se ga zelo, zelo težko prevzgoji v nekega, krepostnega človeka. Je pa dan današnji zelo težko sestaviti tim takih ljudi, ki imajo, poravnane te temeljne vrednote, čeprav vsi o njih beremo, jih, nekako se učimo. Bi rekel, da je to čedalje teže, zaradi vseh teh vplivov sodobnosti. Mi smo tudi postkomunistična država, kjer pravzaprav so bile vse stvari, ki jih je pridigala cerkev, zatirane skozi celotno povojno zgodovino. In normalno se to pozna tudi na širši družbi. Za en primer, kot je kolega prej navajal, recimo ta zavist, jaz bi rekel temu stara dobra zavist. Niti ni, sovraštvo do podjetnikov, ampak gre enostavno za zavist. Ker seveda, če
je nekomu uspelo, ne, recimo, kako so bili omalovažujoči izjave ali pa tviti glede Akrapoviča, ne, da nek pleh krivi, ne vem kaj. Tako da bom rekel, človek, ki je sposoben zorganizirati in postaviti tako podjetje, kot je njegova firma, je v mojih očeh kotira zelo visoko. Ne, ker sam vem in tudi imam izkušnjo, recimo, če se zdaj spet vrnemo k tej vzgoji, kako težko je v bistvu podjetnik kot kreativen človek, poln idej, strukturirati te ideje, prenesti jih, potem pa razdeliti na določene naloge in vse skupaj pravzaprav sestaviti v nek delujoč sistem. To je vse prej kot lahko in vsak, ki mu to uspe, je vreden vsega spoštovanja in občudovanja. Ne. Vidi se pa to tudi takoj, ko greš čez mejo proti zahodu ali pa na sever, se pravi Avstrija, Italija in sosednje države. Nekdo, ki ima tam podjetje, je zelo spoštovan človek. Ne. Pri nas se ga pa gleda bolj kot goljufa, ki je nakradel to, kar ima. Ne. Ki krade, tako. No, Matej, še za vas v bistvu vprašanje. Oba sta omenila zavist, ne. Tudi v bistvu avtor večkrat, sploh v določenih delih, ne, piše o zavisti in tudi, kako že Biblija govori, v bistvu imamo zapoved, da nismo zavistni. A ne? Zdaj, kako je pa z vašo kulturo v vašem podjetju? Ne? Če rečemo, je zavist, je to naša značajska lastnost. Kako vi vzgajate, če vzgajate, se pravi to kulturo vrlin pri svojih zaposlenih? Ali pa morda vidite, kje je prostor za to spremembo? Najboljši, rečemo, protistrup zavisti znotraj kolektiva je pravičnost. Okay. Pravičnost je tudi bolj motivira kot same finance. To se pravi, če ljudje vidijo, da je odgovorno in dobro delo in uspešno delo dobro nagrajeno in če vidijo, da je to res dejansko po dejanskih zaslugah, ki so v korist podjetju ali pa tudi delodajalcu, potem to sprejema in če je to narejeno transparentno, je to najboljši protistrup. So pa dejansko ljudje, ki so glede tega bolni, te bom pa zdaj rekel, te pa najboljš odpustiti. Res dejansko, jaz sem imel pač tako izkušnjo, mi ni bilo treba odpustiti, počasih ima podjetnik to možnost, da take razmere ustvari, da delavec sam odide, ampak če je neka oseba tako ranjena, ne, preprosto ni vloga podjetnika, da rešuje problem, ampak mora zasledovati svoje odgovornosti in to se dogaja. Jaz sem presenečen in samo rekel, bivši, da se to dogaja v taki meri, saj jaz v svojih izkušnjah sem to doživel ali pa slišal, da se dogaja samo v bivših socialističnih državah, zato ker jaz mislim, sklepam, nimam toliko vpogleda, ampak tam, kjer kapitalizem že dalj časa in bolj transparentno funkcionira, so ljudje ravno tako zavistni, ampak skozi tradicijo je ta aberacija ali pa ta odstop od normalnega ravnanja dobila neko mero. Vsak človek ve, kdaj v takem zavistnem ravnanju ali pa obnašanju preseže tisto mejo, ko bo sam sebi škodil. Pri nas se pa nekako te kriteriji v družbi še niso vzpostavili. No, sej, morda sam avtor nam poda odgovor na to, ne? Kakor se spomnim v knjigi V delu o svobodi, ne? Ki piše, navezuje to na osebno odgovornost, ki vemo, da v prejšnjem sistemu in takih podobnih sistemih je ravno svoboda posameznika odvzeta, ne? In ko ni svobode, potem tudi odgovornosti ni. Ker morda je odgovor na to, zakaj je tudi toliko več prostora za zavist, da živi v državah s kapitalistično tradicijo, kjer pa je svoboda bila na prvem mestu in s tem tudi osebna odgovornost, je morda zato vedenje drugačno.
No, ampak se vrnemo nazaj k Janezu. Zdaj knjiga nosi naslov Podjetnik in njegov poklic. In kot tudi sami ste že povedali, opazujete, kako je podjetnik tudi v družbi viden kot drugačna oseba. Zato me zanima, kako pa vi, kakšno vlogo pa vi pripisujete podjetniku, tudi kako v bistvu sebe kot podjetnika doživljate, bom rekla v zasebnem in v širši družbi. In v bistvu, ali vidite, da je biti podjetnik drugačen poklic od drugih poklicev? Ja, podjetnik je drugačen poklic, predvsem v tem smislu, da pravzaprav nikoli ne izklopiš, ta kreativni proces nikoli ne preneha. Se pravi, tudi včasih, ko si na sprehodu, ko si v naravi, določene stvari malo premlevaš, premetavaš po glavi. Ne moreš reči, da sem jaz podjetnik do 4. ure, potem pa zaklenem in nisem več. Tako da v bistvu so te vloge zelo prepletene. Menim pa, da niso podjetniki kakšna posebna vrsta ljudi. Enako velja neka normalna porazdelitev za podjetnike, ker kot imam znancev, prijateljev, kolegov v tem poklicu podjetnika, gre resnično za poklicanost, ne za službo neko, se pravi v smislu tega, da samo delaš nekaj časa. Moram pa reči, da se ne bi nikoli odločil za drugo pot, kot sem jo obral. Tako da, ker ta pot je polna izzivov, polna je nekih doživetij, meni je omogočila prepotovati svet, srečati kulture od Japonske, Indije, Kitajske, Rusije, Zahodne Evrope, srečati se z mnogimi ljudmi. Vsako tako srečanje z nekim sočlovekom pusti v tebi neko sled, nek nauk, neko izkušnjo in vse to te gradi kot človeka in to je neprecenljivo. Druga stvar, ki je pa tudi neprecenljiva, je pa sam kolektiv, ki ga ustvarjaš, ko povabiš ljudi k sodelovanju, tudi ko se zmotiš, pa ko narediš napako, ko skadruješ recimo človeka, ki sploh se ti zdi primeren, pa v resnici ni. Tudi to te, bom rekel, izostri, morda še bolj kot kadrovati same dobre ljudi. In vse te izkušnje so neprecenljive za življenje in, bom rekel, tudi za samega človeka. Tako da, to je moja pot. Torej, je podjetništvo drugačna pot? Zdaj, malo nazaj smo se pogovarjali o tej osebni odgovornosti. Zdaj, Janez, kaj vam predstavlja ta osebna odgovornost in kako v bistvu jo tudi vršite v svojem poslovanju? In ker ste tudi že omenjali, kako je v Sloveniji z drugimi podjetniki, morda lahko tudi sami poveste kaj iz prakse, kako je poslovati z drugimi podjetniki, ali so odgovorni, ali morda je v tujini drugačna, boljša praksa, kar se tiče odgovornosti. Zdaj, če začnemo kar pri tej odgovornosti, podjetništvo seveda v nekem okolju, ki je libertarno, se pravi v nekem okolju, ki dovoljuje svobodno podjetniško pobudo in udejstvovanje, je resnično najboljša izkušnja. In ta svoboda te v resnici postavlja pred največjo odgovornost, ker pravzaprav nisi z ničemer omejen, razen seveda z zakoni in tako naprej. Ampak v resnici v sami podjetniški pobudi nisi omejen in potem neka svoboda brez odgovornosti preraste v anarhijo ali pa pravzaprav predstavlja zdrs. Mislim, da ta podjetniška svoboda pravzaprav pomeni eno največjo odgovornost. Se pravi, odgovornost do tako imenovanih kreditorjev, do tvojih, bom rekel, dobaviteljev, kupcev, zaposlenih, se pravi vseh deležnikov, ki konec koncev pa tudi do države, do vseh, ki sodelujejo pač v tem podjetniškem procesu. Tako da menim, da
je to največja svoboda, biti podjetnik, ampak hkrati tudi največja odgovornost. Bi mogoče lahko povedali, kako so pa mogoče vaši kolegi, morda poslovni partnerji ali s tistimi, ki ste sodelovali, jih ocenjujete, da je v Sloveniji dobra praksa odgovornosti? Ja, v splošnem bom rekel, da so podjetniki ljudje. Se pravi, tudi po podjetjih, po firmah vedno naletiš na ljudi. Zdaj, te ljudje imajo, bom rekel, neko normalno porazdelitev. Večina njih se giblje nekje na sredi, so, bom rekel, korektni, pošteni. Vedno sta pa tudi te dva repa Gaussove krivulje, torej na eni strani ljudje, ki so ekstremno pošteni pa etični, pa tudi drugi, ki niso, se pravi, ki so ekstremno nepošteni. Jaz sem obe vrste ljudi že srečal. Imel sem z njimi izkušnje, lahko pa rečem, da so temeljno ljudje v Sloveniji pošteni. So pošteni. Vidim pa tudi, da ko imaš stik z drugim kulturam, da tisto, kar smatraš v Sloveniji za pošteno ali pa dovoljeno ali pa moralno, ni nujno, da je to moralno tudi v drugih kulturah. Oziroma imajo drug sistem, drugo lestvico vrednot in se moraš temu znati prilagajati. Matej, vprašanje za vas. Pisatelj izpostavi zanimivo misel o podjetnikih kot junakih. Zdaj tudi papež Frančišek neprestano opozarja in vabi podjetnike k uresničevanju Božjega načrta ravno skozi svoje podjetniško poslanstvo. Tudi mi v Združenju krščanskih poslovnežev in skupaj z Unijo Pakom v bistvu gojimo to misel, se pravi, da je podjetništvo plemenito poslanstvo. Zdaj, kako vi v bistvu doživljate sodobnega podjetnika? Ali ima prostor za junaka? In na drugi strani, ali kot podjetnik imaš dolžnost, da prisostvuješ in vršiš to Božje stvarjenje, tukaj, sedaj, v času in prostoru? Ja, jaz menim, da večina podjetnikov ne samo, da ima priložnost in da to tudi počne, eni zavestno, eni nezavedno, sploh če so uspešni, je pa tudi ta, rečemo, na sceni junaštva podjetniškega, je prišlo tudi do globalizacije. Globalizacija vpliva in vi imate danes podjetniške zvezde, ki so ali izjemno bogati, od Billa Gatesa in tako naprej, ali so se lotili nekih izjemnih podjetniških poskusov, kot je na primer Elon Musk z električnimi avtomobili ali pa z zasebnim izstreljevanjem raket v vesolje. In tudi v teh podjetjih so potem tudi poslovodje, nekatere že dobile zvezdniški status. Te ljudi praktično v vseh kulturah prepoznavajo kot junake in je zanimivo tudi, da večina teh ljudi živi zmerno, se pravi, nima tega slabšalnega, da razmetavajo za denarjem. Se pravi, vsaj podjetniške ikone, kakor jih pogledate, s svojim življenjskim slogom ne kažejo tega, kot naprimer morda v svetu show biznisa. Ok, izjema so ruske podjetniške ikone, ampak tukaj pač res čisto drugačna lestvica vrednot, vsaj pri nekaterih deluje. Seveda, vsi so poklicani. No in če se vrne tako, kot je v show biznisu, imate globalno sceno, imate lokalno sceno, lokalne zvezdnike, imamo tudi mi lokalne podjetniške junake, ki jih tudi jaz, vsaj te, ki so dejansko svoja podjetja ustvarjali,
zelo cenim in mislim, da so lahko dober zgled za vse, ki se lotevajo podjetniške poti. Mi imamo v Sloveniji nekako 3 vrste podjetnikov, to tudi omenjam v predgovoru. En del podjetnikov je ta, ki je v večji ali manjši meri zlorabil upravljavska upravičenja, ki jih je imel v prejšnjem režimu in jih pretvoril v lastninska upravičenja. Te v bistvu imajo problem biti junaki in imajo problem tudi, kako kazati to svojo uspešnost, čeprav dejansko bi rekel, da od njihovega modrega ravnanja v kakšnem primeru je odvisna usoda velikega števila delovnih mest in so tudi marsikaj naredili dobrega v nekaterih primerih za delovno mesto, v nekaterih primerih je pa v bistvu so za njimi ostala pogovorišča in pa ogoljufani mali delničarji. Potem je druga vrsta podjetnikov, ki je k sreči izumirajoča, ki v bistvu so menili, da je podjetništvo in trgovina, da sta to priložnosti za prevaro in sta nekako izkoristili, te podjetniki so izkoristili prešibek regulatorni, zakonodajni okvir, oziroma zakoni pa predpisi so že taki, še morda jih je preveč, ampak samo izvajanje zakonov in pa procesiranje goljufij pred sodišče je pa druga stvar, gre pač prepočasi in sami vemo, da kazen ima preventivno vlogo, če je hitra, ne če je visoka. To se pravi, če je za zlikovca velika verjetnost, da ga hitro ujamejo, potem je manjši motiv za kazniva dejanja, oziroma in to veliko bolj vpliva, kot pa če so ne vem kakšne drakonske kazni za to predpisane. In tukaj noter je bil en problem, kjer lahko veliko padlih junakov v Sloveniji zasledimo. Potem so pa dejansko junaki, ki so iz garaž in iz obrtnih delavnic naredili podjetja z nekaj 10, nekaj 100, zdaj že govorimo tudi nekaj tisoč zaposlenimi, ki so se razširili povsod. In jaz menim, da bomo čez 5-10 let srečali nove junake slovenske, ki bodo imeli neka nova podjetja, vendar danes ne vemo za njih, zato ker verjetno prav ta hip nekaj delajo. Hvala, Matej. Torej, junaki so, tudi lokalni. Bi se še malo vrnila nazaj k vprašanju tega stvarjenja, soustvarjanja stvarjenja. Tudi sam avtor v knjigi večkrat, res zanimivo je tako izpostavljeno in pove, da ja, podjetništvo, vsak podjetnik seveda mora ustvarjati dobiček. In če se pogovarjamo tudi danes o teh junakih, predvsem vidimo, da so v dobičku uspešni, da jim je uspelo nekaj narediti in da so, bi rekli, meje, kar se ne da preseči, da so jih presegali. Ampak vendar avtor vzpostavlja drugačno misel, da pa vendar tukaj smo poklicani v božje delovanje, ki pa ni v prvi vrsti pridobivanje dobička. In če tudi ga moramo za to, da poslujemo, imamo nek višji namen, ki rečemo, gradimo skupnost. Zdaj morda kakšna misel iz tega pogleda, kje je tukaj vloga podjetnika? V bistvu bi to vprašanje kar za oba naslovila. Ja, mogoče moj osebni pogled je malo drugačen. Podjetništvo bi lahko rekli, da je milost Svetega Duha. Zaradi tega, ker
podjetnik prepoznava določene priložnosti, mimo katerih vsak dan hodi, ne vem, mogoče 100-200 drugih podjetnikov, pa je ne vidijo. Ne? Ali pa, ne vem, ljudje dobijo neko noro idejo, jo uresničijo. Ne? Bill Gates konec koncev, ki ga je kolega izpostavil, ne? Takrat je bila to nora ideja, dajmo narediti osebne računalnike za celo Ameriko. Ne? In to prepoznavanje, pa ta uvid, je nekaj, kar se zelo težko racionalno razloži. Ne? To šola ti tega ne da. To pač vidiš ali pa ne vidiš in eni pravijo temu podjetniška sreča, drugi spet pravijo temu, da je pravi človek na pravem mestu. Če gledamo z katoliškega gledišča, je pa to milost Svetega Duha. In zato sem jaz vsak dan hvaležen. Ja, jaz v tem ustvariteljstvu podjetnikov vidim eno tako posebej izraženo bogopodobnost podjetnika ali pa človeka. To je en talent, ki ga imajo te ljudje več od drugih ljudi. Zdaj, kar se samega dobička tiče, noben uspešen podjetnik se ne loti svojega podjetja tako, da reče, jaz sem pa imel tak pa tak dobiček, jaz sem pa zdaj toliko pa toliko zaslužil. Dejansko nekatere dejavnosti, splet okoliščin pripelje do tega, da v nekaterih dejavnostih se pojavijo dobički, ki so bili morda še eno generacijo prej nezamisljivi. To je delno odvisno tudi čisto od samih tveganj. Se pravi, bolj ko je tvegano podjetje, večji dobički so. Zato, ker naprimer skupina podjetnikov je podjetje pripeljala do nekega nivoja in potem je šla gre po kapital z neko zelo tvegano idejo. Če je ideja zelo tvegana, potem seveda te, ki dajo kapital, morajo predvidevati zelo visok donos na to tvegano idejo, ker je možnost od 20 takih projektov, kamor bojo vložili denar, običajno od upokojenskih skladov, pa od vseh drugih, pa za druge ljudi, morajo imeti izjemno visoke dobičke od te ideje, ker tukaj bojo pa malo manjši dobički, bo pa firma malo životarila, pa bomo vsem zadovoljni, kot se je naprimer tukaj dogajalo. Tukaj lastniki, ki stavijo na tako podjetniško zgodbo, zahtevajo ali visoke dobičke ali propad. Ni tukaj vmesne, ker drugače preprosto, sploh na področju visokih tehnologij, in danes se govori na veliko, kako bo tehnologija rešila okolje in tako naprej. Dejansko je ta sistem, ta kapitalističen sistem omogočil, da se tehnologija res tako širi in uporablja na toliko različnih področjih. Jaz v tem ne vidim nič nemoralnega, je pa dejansko, če pa zgodovinsko gledaš, to se pravi, je pa to tako kot, ne vem, za nekoga, ki je sestavljal avtomobile ročno, potem je prišel pa tekoči trak in kar naenkrat se je lahko sestavili 100 avtomobilov na dan. Tukaj je prišlo do enormnih dobičkov, ki so bili posledica te spremembe tehnologije. In zdaj prihaja do teh podobnih sprememb in preprosto podjetnik nima moči, da bi zdaj ustavil na nivoju podjetja. On lahko potem iz svojim naredi, ne vem, fundacijo in da večino svojega premoženja v dober namen. Večina vsaj teh podjetniških zvezd zelo na kratko drži svoje potomstvo in jim omogoča samo preživetje, ne prepusti pa jim, kako bi rekel, da lahko lagodno živijo do smrti in zapravljajo premoženje svojih staršev. Tako da on nima možnosti, da bi v sam proces
posegel, pa bi rekel, zdaj bom pa bolj človeški, pa manj dobičkonosen. Preprosto, vsaj v razvitem svetu, v razvitih ekonomijah, to tako ne gre. Seveda so pa izjema tam, kjer se v bistvu podjetniki ekstrahirajo naravna bogatstva ali pa imajo monopolen položaj. Tukaj pa druga zgodba, ampak to je res eno posebno področje podjetništva, ki je zelo prepleteno z državo in tam pa se da v bistvu reči, bomo malo manj požrešni, pa bo več ostalo za deležnike. Hvala, Matej, ravno za to iztočno misel. Za zadnje vprašanje. Ker knjiga govori o krepostih in resnično vzema podjetnika kot celo osebo v vpogled in naslavlja res aktualna vprašanja, kar sta tudi sama izpostavila. Na eni strani dobiček, na drugi strani je to tudi ta življenjski slog, podjetniki nikoli ne izklopi. Se pravi, biti podjetnik nekako lahko bi rekli, pomeni biti v neprestani goniji za delom, za dobičkom. In v bistvu tudi dr. Kremžar to res lepo izpostavi, da kaj je odgovor v bistvu zmernost. In tudi v bistvu ponudi to kot en odgovor, tudi kaj same kreposti pravzaprav predstavljajo, je to zdrava mera, je zmernost med ekstremi. Zdaj zadnje vprašanje za oba, glede na to, da sta podjetnika in živite ta podjetniški lifestyle. Koliko vama res podjetništvo dopušča prostor za zmernost in uravnoteženost zasebnega, družinskega in na drugi strani poslovnega, in kje tukaj imata v bistvu največje izzive? Janez. Največji izzivi so v tem, da izklopiš glavo. To prav gotovo, zato ker ta kreativni proces nenehno teče in se dopolnjuje, misli švigajo sem ter tja, to je ta glavni problem tukaj. Drugače pa slika teh podjetnikov, ki so 24/7 priklopljeni, stalno nekaj dela in tako naprej, je lažna. To v resnici ne pije vode, dolgoročno ne. Lahko kratkoročno, ampak dolgoročno ne in ne da se tako delati, ker je treba izmenjevati delo in počitek in skrbeti za družino, še ob vsem tem. Seveda, bom rekel, vsaj če za sebe govorim, lahko trdim, da večina uspešnih podjetnikov ima za sabo tudi trdno družino. In ta družina je tista osnovna celica, iz katere pravzaprav izvirajo vrednote, ki so lepo opisane v tej knjigi. Se pravi, če govorimo o družini, govorimo najprej o primarni družini, kjer se preko očetove figure formira ta moralni nadjaz, pa pravzaprav pravila vsiljujejo. Ker, bom rekel, oče na neki točki včasih tudi, bom rekel, strogo nastopi do svojega sina in mu da jasno do znanja, tole je prav, tole pa narobe. In o tem problemu odsotnih očetov, o problemu pravzaprav očetov, ki jih ni v družinah, bodisi zaradi posla ali pa kakšnih drugih stvari, ali pa ločitve, ali pa ne vem česa, je veliko napisane literature in mislim, da to predstavlja kar velik problem današnje družbe, ker potem se formirajo, bom rekel, mladi moški, ki nimajo tega moralnega čuta, želijo biti všečni, a ne razvija se ta tako imenovana narcistična kultura. In tudi v podjetju, vsaj osebno vidim, da se čedalje težje formira tim ljudi, ker tudi imajo ljudje tako različne poglede, vrednote, te vrednote niso na nekem skupnem imenovalcu. In zanimivo je tudi, da med študijem MBA, smo proti koncu
delali pri eni ameriški organizaciji etično vodenje. Ne? Se pravi, to je bil sicer nek krajši tečaj in tako naprej. In tam so razlagali etike in, bom rekel, neke moralna pravila vsakega posameznika, ki prihaja v družbo, ne, sploh v zelo raznolikih družbah, kot je ameriška, so lahko različni. Ne, kar je za nekega človeka, ki je hispanskega porekla, normalno, za nekoga, ki je kakšnega drugega porekla, ni normalno. Ne. In ko vse skupaj te ljudi združiš v nekem podjetju in želiš, da deluje usklajeno, bom rekel, za skupni cilj, je potrebno to postaviti na nek skupni imenovalec. Ne. Tako da tudi tukaj jaz vidim še eno odprto pot. Ne. Tukaj na Katoliškem inštitutu, na fakulteti za poslovne vede obstaja ta predmet, če se pravi etike in moral oziroma človekove pravice in dolžnosti, kar mislim, da je korak v pravo smer. Ne. In tudi ta poslovna etika, mislim, da mora postati del kurikuluma. Ja, to. Hvala, ker če podate še. Jaz mislim, da je en tak pomemben uvid, ki mi je povečal kvaliteto življenja, je to, da preprosto, ko se podaš v poslovne vode, pridejo trenutki, ko nisi več gospodar svojega časa. To se moraš zavedati in to je posledica teh odgovornosti, ki jih imaš, odgovornosti do kupcev, dobaviteljev, delavcev, kapitala in tako naprej. Zaradi sprememb na trgu, zaradi tehnoloških sprememb, zaradi česarkoli, pridejo trenutki, ko dejansko si na obratih, ki lahko že tudi včasih zdravju škodujejo in tam zaradi odgovornosti, ki jih imaš, ne moreš pobegati. Ni pa to pravilo, ni pa to vsak dan in tudi, če se to prepogosto pojavlja, je nekaj s celo podjetniško potjo narobe, vendar takim trenutkom se ne da izogniti in zato se je potrebno urediti življenje tako, da v teh trenutkih je podpora družine, je podpora prijateljev, je podpora sodelavcev. Včasih je že samo, da te primer pustijo. Ne. Ni čisto, pač vsak ima svoje in če enkrat to v eni harmoniji zaigra, potem si lahko sposoben tudi v teh kriznih trenutkih pametno delovati, odreagirati in potem, ko se sveti luč na koncu tunela, spet postajaš normalni človek. Ne. Jaz menim, da je to je eno tako spoznanje, za katerega sem jaz rabil 10-15 let, ampak je pa res, da sem imel to srečo, da sem bil takrat direktor v državni agenciji in je to veliko lažje in taki trenutki veliko bolj poredko pridejo in mi je potem to kasneje prav prišlo. Hvala.